Takole, spoštovani udeleženci, ponovno smo nazaj v našem drugem delu programa. Drugi del programa bomo nadaljevali s predavanjem gospe Maše Blaznik iz Tom telefona in pa potem nadaljevali v drugem delu z okroglo mizo. Tako da zdaj med nami je že gospa Maša in naj povem, da je naša naslednja sogovornica Maša Blaznik, univerzitetna diplomirana psihologinja, ki deluje v programu Tom telefon Zveze prijateljev mladine Slovenije. Področje njene strokovne usmeritve pa je delo z mladimi. Na Tomu je začela s svetovanjem na telefonu, v spletni klepetalnici in e-pošti, sedaj pa je vodja svetovalne skupine Tom Ljubljana in pa tudi sodelavka Centra za varnejši internet. Maša bo v svojem prispevku predstavila težave in stiske mladih, ki so s pojavom epidemije v letu 2021 stopile v ospredje. Maša, predajam besedo. Tanja, najlepša hvala. Se slišimo, ja? Se slišimo, super. Ja, in vidimo. Krasno. Tako da jaz bom na današnjem predavanju predstavila, kako je epidemija vplivala na spremembo vsebin, vprašanj, stisk in tudi nekaterih drugih stvari, s katerimi so se otroci in mladostniki obračali na Tom telefon. Preden pa povem malo več o tem, bom samo s parimi stavki predstavila, kdo smo mi, kaj počnemo. Tom je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Poleg telefonskega svetovanja pa imamo tudi svetovanje po e-pošti in v spletni klepetalnici. Pri nas so naši svetovalci prostovoljci in v tem trenutku imamo 134 aktivnih prostovoljcev, ki svetujejo in delujejo v okviru 9 svetovalnih skupin po celi državi. Lani smo praznovali 30 let delovanja, tako da imamo dolgo tradicijo in si želimo, da vsaka nova generacija izve, da obstajamo in da kadarkoli imajo težave, nas lahko kontaktirajo. Zato, da bom lažje ponazorila, kakšne spremembe so se pojavile s pojavom epidemije, vam bom najprej orisala vsebine, s katerimi so se otroci in mladostniki obračali na nas pred epidemijo. Kot sem že omenila, imamo 30-letno tradicijo in ves čas spremljamo podatke, tako da lahko povem, da do epidemije so bile teme nekako konstantno zelo podobne. Vezane so na razvojno obdobje odraščanja in so torej najmočnejša kategorija so bili do epidemije vrstniki. To je seveda logično, zaradi tega, ker vrstniki imajo le posebno vlogo v času odraščanja, zaradi tega je bilo veliko vprašanj v zvezi z odnosi, kako dobiti prijatelja, kaj narediti, če nimam prijateljev, če sem najraje sam, kako reševati, če pride do medvrstniškega nasilja. Veliko vprašanj je bilo vezanih na ljubezen, na telesni razvoj, na spolnost, kot je na primer nosečnost, menstruacija, spolni odnos, kontracepcija. Ravno tako so bila vprašanja vezana na družino, največkrat na disfunkcionalne družinske odnose, na zasvojenosti, alkoholizem, na šolo, kako v zvezi z nadaljevanjem šolanja, bodisi v srednjo šolo, bodisi tudi na fakulteto. Nekako zimzelena vprašanja so bila vedno, kako se do jutra zjutraj naučim snov, iz katere imam cvek. Tako da vse to so bile nekako stvari in vsebine pred korono.
Že pred korono so se pojavljali, seveda z uporabo družabnih omrežij so se začela pojavljati tudi vprašanja v zvezi z internetom. Tako da in nekako naša najmočnejša starostna skupina, najštevilčnejša starostna skupina, ki se obrača na nas, je bila med 13. in 15. letom. In potem je prišla korona. In korona je kar, moram reči, da kar močno, seveda za vse, za otroke in tudi odrasle, vplivala na to, ker je prišlo do sprememb načina življenja, do drugih navad, do šolanja od doma in vse to se je poznalo tudi v vsebinah, ki smo jih beležili mi. In ne samo vsebinah, tudi starosti, število klicev, število kontaktov. Tako da je začetek epidemije, moram reči, in potem še kasneje, je imel kar velik vpliv na kontakte, to, kar mi prepoznavamo na tomu. In sicer zdaj mi smo pripravili vsebine za leto 2000, zbrali smo pa tudi vsebine za prvo polovico leta 2021. Tako da zdaj si bomo pogledali leto 2020, ker je le kot celota in je reprezentativen. In najprej samo na začetku, da majčkeno povem tehnične stvari, zaradi tega, ker velikokrat dobimo vprašanje, ste imeli med korono veliko več klicev oziroma kontaktov. Mi smo prav med korono beležili velik upad in tukaj v prvem grafu vidimo recimo marec, april, ko je bila prva karantena in potem november, december, ko je bila druga, vidimo velik upad kontaktov. Povečajo se zopet maja, junija, ko so se otroci vrnili v šole. Otroci in mladostniki. In sicer mi to povezujemo z naslednjimi dejstvi. Namreč, kot otroška linija imamo veliko večino kontaktov, so tako imenovani preizkuševalni klici, to so zafrkancije. To je nekaj zelo tipičnega in pač popolnoma prepoznan pojav, ampak zdaj vidimo, da je v času korone, to je pa ta drugi graf, vidimo, kako se je v aprilu ta modra linija, ki predstavlja preizkuševalne klice, kako je strmoglavila. Namreč po naših izkušnjah otroci kličejo opravljajo te preizkuševalne klice v času, ko grejo iz šole, ko se družijo s prijatelji, skratka, ko jih je več skupaj. In takrat, ko ni bilo več, ko je bilo šolanje od doma, ko so ostali doma, so ti klici močno padli. Potem so padli zopet med poletnimi počitnicami, kar je popolnoma normalno in se to dogaja vsako leto, in potem vidimo zopet v času druge karantene. Potem imamo oranžno linijo, to so svetovalni klici. Vidimo, da ta linija tako drastično ne upada, namreč kar smo prepoznali, je bilo to, da je število svetovalnih klicev ostalo, teme so postale veliko bolj zahtevne in svetovalni klici so trajali časovno veliko dalj časa. Siva linija pa so svetovanja preko e-kanalov, torej preko e-pošte in preko spletne klepetalnice. Za te kanale smo v času epidemije v letu 2020 beležili 9% porast kontaktov, tako da vidimo, da to je pa ta način kontaktiranja je med epidemijo torej bil tisti, preko katerega so se otroci začeli vedno bolj obračati na nas. Druga stvar, sprememba je starost klicalcev. Kot sem že prej omenila, je naša najmočnejša skupina bila vedno med 13. in 15. letom. Tudi v času epidemije v 2020 so bili oni še vedno najštevilčnejša skupina, tako kot vidite tukaj v tem grafu na koncu. Vendar se izredno povečuje število klicalcev v kategorijah, oziroma vseh naših kontaktov, v kategorijah od 16 do 18 let, predvsem pa 19 plus. Mi prepoznavamo, da je ta starostna skupina, torej na 19 let, v bistvu med epidemijo bila nekako najbolj prepuščena sama sebi, ni imela podpore, tako da mi smo zelo veseli, da so se začeli obračati na nas, da so vsaj nekje, da smo jim lahko pomagali. Tako da to je neka stvar, ki se nam zdi zelo pomembna in jo še vedno opažamo. Tako da vidimo, da v bistvu preko let povprečna starost klicalcev, ki se obrača na to, raste. In zdaj k tematikam. O tem je bilo že veliko govora in
zgodilo se je naslednje. Vsebine, ki sem vam jih prej omenila, da so se pred epidemijo mladi obračali na nas, so se v času epidemije umaknile v ozadje. V ospredje pa so stopile nove vsebine. V ospredje so stopila vprašanja v zvezi z družino, in sicer to so odnosi v družini, nasilje v družini. V ospredje so stopile psihične težave. Psihične težave so po tem grafu, zdaj tukaj vidimo na 3. mestu, pred epidemijo so bile nekje na 6., tako da so se kar orenk pomakle naprej. In pa samomorilno razmišljanje. Torej, to so kategorije, pri katerih smo opazili največji porast kontaktov. In sicer, kar se tiče psihičnih težav, je bilo tukaj največ vsebin vezanih na depresijo, anksioznost, osamljenost, strah, tesnobe, samopoškodovanje. In o tem so poročali tako otroci, ki so imeli te težave že pred epidemijo in so bili v strokovni obravnavi, kot otroci in mladostniki, ki teh težav pred epidemijo niso imeli. Najbolj v stiski so bili tisti mladostniki, ki so te težave imeli že predhodno, pa niso bili v nobeni strokovni obravnavi, tako da smo mi veliko časa namenjali tem razbremenjevanju in pa potem čustvenem razbremenjevanju, pomirjanju in usmerjanju otrok in mladih na ustrezne vire pomoči. Tukaj sem pa pripravila v bistvu še en graf, smo pripravili graf, kjer v bistvu pokaže razliko večanje kontaktov glede na kategorije skozi posamezna leta. Tako da tale zelen stolpec prikazuje leto 2020 in vidimo, kako se določene vsebine večajo. Pri nas ima internet nekako med 3 in 4% vseh kontaktov je vezanih na internetne vsebine in tudi med epidemijo smo opazili, da se je ta del začel večati. Tukaj sem za ilustracijo izbrala graf, ki kaže, kako v bistvu so se vsebine vezane na psihične težave kazale prav v času lockdownov, torej v obdobju od marca do maja in pa od oktobra do decembra. Torej ta oranžen stolpec je obdobje 2020, obdobje lockdownov in vidimo depresivnost, kako je porasla, slaba samopodoba, strah, osamljenost. In vsem tem so seveda poročali, ker so potrebovali pomoč. Kategorijo samomor mi beležimo ločeno, zaradi tega, ker je pač nekako v našem okolju, v slovenskem okolju pač zelo prisotna. In vidite, da imamo razčlenjeno na razmišlja o samomoru, načrtuje, že poskušal in grozi. In zopet so teli podatki za čas lockdowna in vidite, kako je v 2020 so porasli kontakti na temo, kjer so otroci in mladostniki govorili o tem, da razmišljajo, da načrtujejo in da so že poskušali. Te podatki glede samomorilnega razmišljanja so resnično zelo pretresljivi. In zdaj, da majčkeno ne ostanem samo pri številkah, sem pripravila čisto realno prvih 10 mailov, ki smo jih dobili na TUM, takrat, ko se je začel drugi val, torej, ko je bil drugi lockdown. In sicer takoj prvi mail je otrok, mladostnik pisal, da je depresiven, naslednji je pisal, da je prijatelj samomorilen, varne nastavitve na internetu, starš v duševni stiski, težave v odraščanju, motnje hranjenja, lažen profil na TikToku, medvrstniško nasilje in nosečnost. Tako da, čeprav jih je 10, se zelo lepo ilustrirajo, so nek tak reprezentativen vzorec teh vsebin, s katerimi so se mladi obračali na nas. Prav tako opažamo, da se mladi zelo težko spregovorijo o težavah in seveda potem tudi poiščejo pomoč. Kar je razumljivo, če pomislimo, da tudi za nas odrasle je težko govoriti o težavah, še težje poiskati pomoč, zato si lahko samo predstavljamo, kako težko je to mladim. Tisti, ki se obračajo na nas, nam povejo,
da 43% tistih nam pove, da pred tem nikomur ni zaupalo težave, o kateri je spregovorilo z nami. Tako da to je kar velik podatek, da v bistvu sami nosijo oziroma sami pri sebi ali držijo ali poskušajo sami pri sebi reševati neke težave. To predvsem opažamo pri mladostnikih, ki prihajajo iz neurejenih družinskih okolij, iz disfunkcionalnih družin, predvsem tisti mladostniki, ki imajo občutek, da morajo sami reševati svoje težave in zaradi tega se zelo težko obrnejo na pomoč, zaradi tega, ker so obremenjeni z sramom, z strahom, z krivdo, verjamejo, da se nič ne da spremeniti in prav tako verjamejo, da je vsem vseeno za njih. Opažamo, da jih bremenijo tudi oziroma ovirajo slabo poznavanje mreže strokovne pomoči, težko navezovanje stika z strokovnjaki, prav tako pa poročajo o tem, da jih skrbi, da se bojo informacije, da ne bojo varovani njihovi osebni podatki in da se bo v lokalnem okolju razvedle njihove stiske oziroma stvari, s katerimi so se obrnili po pomoč. Zato, da bojo te grafi dobili dejansko neko konkretno upodobitev, sem zbrala 3 primere, s katerimi so se obračali na nas. Primeri so anonimizirani, ampak vsebine so take, kakršne so nam zaupali. In vam jih bom kar prebrala. Prvi primer. Imam depresijo in anksioznost, režem se, imam težave s hrano in samopodobo. Zdravila že imam, antidepresive in antipsihotike, o smrtonosnih količinah sem se že pozanimal. Nisem dobro. Ob tem pa moram biti psiholog za svoje prijatelje. Vedno sem tam za njih, a za mene ni nobenega, ko jih rabim. Pomoč? Naslednji primer. Mama in oče se stalno kregata, enkrat smo imeli na domu policijo. Obupan sem. Oče govori hude stvari, ne morem več, stalno se kregata, tako sem že psihično na koncu. Prosim, pomagajte, oče razmišlja o samomoru. In še zadnji primer. Z vsakim lockdownom imam vedno manj upanja, da bom prišla živa iz te karantene. Ne morem več tako, ker me znotraj ubija. Nimam volje za ničesar, včasih se težko pripravim, da si umijem zobe in ne ležim v postelji cel dan. Nimam energije za nič več. Vse, kar me je veselilo, je sedaj meni bedno. Enkrat skačem od veselja, drugi dan sploh ne morem več. Pomagajte mi. In te vsebine, ki smo jih prepoznali v 2020, s katerimi so se v 2020 obračali na nas, ostajajo tudi v 2021 in ne samo, da ostajajo, še naraščajo. Tako da v tem grafu vidimo, da oranžen stolpec je leto 2021, vidimo, da v 2021 vsebine z področja družine še vedno naraščajo, psihične težave še vedno naraščajo in samomorilno razmišljanje še vedno narašča. V 2021 se je poleg teh tem zopet vrnila kategorija vrstnikov in to povezujemo s tem, da so se vrnili v šole. Veliko poročajo o medvrstniškem nasilju, tako da ker dejansko, če pomislimo, so vse stiske iz 2020, ki smo jih doživeli, v bistvu se nič, enostavno smo se samo vrnili poskušamo v šole, poskušamo nekako funkcionirati, ampak vse te stiske ostajajo nerazrešene. Tako da se pridružujem gospodu Tekavcu in verjamem, da bo še nekaj časa trajalo, da se bojo stvari na marsikaterem nivoju počasi šele začele urejati. Pri kategoriji družina je največ kontaktov vezanih na vsebine odnos s starši, pri psihičnih težavah pa tako, kot je bilo, depresija, samopoškodovanje, anksioznost, tesnobe.
In zdaj, glede na to, da je za nami leto pa pol teh razmer, smo malo pogledali psihične težave in samomor in smo ugotovili, da če pogledamo povprečje zadnjih 5 let, prvo polletje, je med vsemi kontakti, ki smo jih imeli na Tomu, so psihične težave predstavljale 8,5% vseh kontaktov. V letu 2021, v prvi polovici leta 2021, psihične težave predstavljajo 16,6% vseh kontaktov, ki jih imamo na Tomu. Torej vidimo, kako raste. Kategorija samomor je enako še vedno zelo pereča. Če pogledamo povprečje za prvo leto, povprečje zadnjih 5 let za prvo polletje, je bil vsak 50. kontakt na Tomu vezan na samomorilno razmišljanje. V letu 2020 je bil vsak 30. kontakt takšen, v prvi polovici leta 2021 je že vsak 15. kontakt tak, ki poroča, da razmišlja o samomoru, da ga bremenijo samomorilne misli. Naj vas vse tele tabelce ne prestrašijo, z njimi želim samo majčkeno prikazati zdaj razlike v svetovanju oziroma v kontaktih, ki jih imamo, glede na telefon in glede na e-oblike svetovanja. Namreč kontakti na telefonu se manjšajo, kot sem že omenila na začetku, še vedno pa je telefon naš najmočnejši kanal za svetovanje. Vidimo, da tudi na telefonu starostna skupina 16 do 18 in 19 narašča. In na telefonu je najmočnejša, najštevilčnejša tema so vrstniki. In temu pripisujemo dejstvo, da v tej temi so se še pripravljeni z nekom pogovarjati, ni problema povedati, da se z nekom ne razumejo ali povedati, kaj se dogaja in kako to rešiti. Medtem ko če pa pogledamo vsebine na e-pošti in na klepetalnici, pa vidimo, da so vsebine vezane na družino, psihične težave, samomorilno razmišljanje, to je pri e-pošti, v klepetalnici so na prvem mestu psihične težave, družina in potem ljubezen. Starostne skupine ravno tako na e-pošti in na klepetalnici vidimo, da je velik porast v starostni skupini 19+. Tako da, kar prepoznavamo je, da preko e-kanalov se mladi in otroci na nas obračajo v zvezi z najtežjimi temami. In to je seveda plus. Zaradi tega, ker v bistvu je to dragocen vidik teh e-kanalov, ker jim zagotavlja anonimnost, jim daje možnost, da vprašajo in povejo. Mogoče velikokrat prvič sploh spregovorijo o težavi. In najtežje teme, to so teme z področja duševnega zdravja, torej samomorilno razmišljanje, samopoškodovanje, depresija in pa ostale težje teme, te pa so največkrat vezane na družino in razmere v družini. Ko se mi pogovarjamo z mladimi, nam povejo, da o teh vsebinah ne želijo ali ne zmorejo govoriti v živo z nekom. In nekako pričakujejo, da če bojo dovolj velikokrat pisali na mail, če bojo dovolj velikokrat klepetali po klepetalnici, da se bojo te težave rešile. Tako da moramo posebej biti pozorni na te ranljive posameznike oziroma te ranljive skupine, da nam ne poniknejo v te virtualne kanale, v te virtualne svetove in da jih usmerjamo v žive stike, da jih usmerjamo v ustrezne vire pomoči. Namreč prav oni so še toliko bolj izpostavljeni in ranljivi za zlorabe, v katerih je pred mano govoril tudi gospod Tekavec. Tako da svetovanje preko e-kanalov je izredno dragoceno iz vidika, da stopijo z nami v stik, da prvič zaupajo, potem pa je res na naš skrb, da jih začnemo usmerjati v žive stike, da začenjajo dobivati dejansko pomoč, tisto vrsto pomoči, ki jim bo pomagala pri razreševanju in odpravljanju težav in stisk, s katerimi se soočajo.
In za ta namen smo tudi mi ta teden začeli našo kampanjo o varni rabi interneta, da osveščamo otroke in mladostnike o težavah in kaj lahko naredijo, ko se s temi težavami na spletu soočijo. In sicer po naših izkušnjah, z tistega, kar nas oni kontaktirajo in povejo, vidimo, da velikokrat prepoznajo, da jih je kontaktiral nekdo iz fake profila, prepoznajo, ko jih nekdo izsiljuje, vendar ne zmorejo narediti koraka, da bi to prekinili. Razlogi za to so največkrat ta bremeneča čustva, kot so sram, strah, krivda. In zaradi tega smo usmerili našo kampanjo v to, da jim povemo: prekini škodljivo komunikacijo, ki jo imaš z storilcem, in povej nekomu, kaj se ti dogaja. Prekini, čeprav je težko in vemo, da je težko, in povej nekomu, čeprav tudi to, da poveš nekomu, ni vedno najlažje. Poveš lahko staršu, odrasli osebi, ki zaupaš, učitelju, šolski svetovalni delavki, lahko pokličeš na dom. Pomembno je, da prekineš to komunikacijo. Namreč po naših izkušnjah, ker ne upajo prekiniti, se potem samo v to negativno spiralo zapletajo in stvari se samo še poslabšujejo. Tako da pripravili smo zgibanko z temi krasnimi ilustracijami, ki jih je pripravila ilustratorka Jana Fak. Zgibanko najdete tudi na naši spletni strani, si jo lahko snamete dol, natisnete, pripravili smo tudi plakate, tako da tudi mi, v bistvu, tako kot zdaj vidim tudi policija, tudi sporočamo mladim: prekini škodljivo komunikacijo s storilci, kajti ne smejo se ti dogajati grozne stvari na spletu, in tukaj je dovolj ljudi, strokovnih služb, ki so na voljo, da ti pomagajo. Tako da s tem zaključujem moje predavanje in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, Maša. Slišali smo kar, rekla, precej strašne podatke, ki jih v bistvu raje ne bi slišali, oziroma bi raje slišali kako drugače in nekako bolj pozitivne, spodbudne, ampak realnost je taka. V bistvu nikakor si ne moremo zatiskati oči, da da epidemija ni spustila nobenih posledic na vseh nas in predvsem na naših najmlajših, torej na otrokih. Mislim, da je kar že dovolj bilo govora o tem, da je ranljivost otrok zaradi epidemije v bistvu še večja, da so res v stiskah bili in bodo še kar nekaj časa, in resnično hvala za vaše delo, za to, da pomagate otrokom, da se z njimi pogovarjate, da jim svetujete, in vesela sem, da obstajajo programi, kot je vaš, da res lahko pristopimo nasproti vsem tem stiskam, ki se pojavljajo, in v bistvu vsem, kar nas še čaka v prihodnosti. Dejstvo je, da vse to vejo tudi storilci, da izkoriščajo v bistvu in manipulirajo z otroki, prav takšnimi še toliko lažje, ki so ranljivi, da vzpostavljajo neko zaupanje in ga potem zlorabijo. Prepričajo otroke v snemanje nekih seksualno eksplicitnih fotografij, posnetkov, in na koncu pride lahko tudi do izsiljevanja, kar te stiske otrok še dodatno poveča. Tako da želim si, da bi bilo še več takih tovrstnih programov pomoči, pa morda me zanima, ali morda veste, če obstajajo kakšne skupne iniciative, pobude strani strokovnjakov, ki pač delajo na področju pomoči otrokom, mladim, ali pa na splošno delajo z mladimi, za pripravo kakšnih programov pomoči na neki nacionalni ravni, sprav kakšna nacionalna strategija, ker prepričana sem, da tukaj ne bomo mogli kar zatisniti oči in čakati, da bo to minilo samo od sebe. Ja, na nivoju države obstaja nacionalna strategija za duševno zdravje, tako da tudi mi sodelujemo, tako da se zaveda, mislim, tudi
nevladne organizacije, strokovnjaki, vsi opozarjajo na to, tako da verjamem, da s tem, ko opozarjamo, se bojo tudi odločevalci vedno bolj zavedali, ne, da je treba te stvari reševati na sistemskem nivoju, ne samo na tem prvem nivoju, ne. In verjamem, da bojo zdaj se stvari, že v času epidemije so obstajale skupine, ki so bile ves čas sodelovale ravno za ta namen, tako da zdaj se čeprav ni lih konec, ne, ampak te stvari se še vedno so predmet in se sodeluje in stvari se dogajajo, tako da v Sloveniji seveda, tako kot sem rekla, ne, sodelujemo s centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, tudi te centri, kakor imam informacije, se bojo zdaj na področju cele države tudi formirali, tisti, ki si še niso, tako da in seveda se tudi vsi zavedajo, da je potrebno povečati število strokovnjakov in povečati število programov. Super, vesela sem takšnih pobud in resnično upam, da bodo zaživele v praksi in da bodo čim prej v bistvu zaživele v praksi in res pomagale našim najbolj ranljivim, in to so naši otroci. Gospa Maša Blaznik, hvala lepa za vaš prispevek. Zelo pomembne podatke ste posredovali, mislim, da jih morajo slišati vsi, ki pač se ukvarjajo s to problematiko, tudi odločevalci, zato da bodo res lahko potem pristopili naprej k nekim programom pomoči, ki so še kako pomembni in morda še vedno bolj pomembni v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala.